Lepo pozdravljeni, danes je naš zadnji tekmovalni dan, peta etapa letosne 26. dirke po Sloveniji. In danes imamo za vas pripravljene prav posebne prispevke, kajti posvetili se bomo nekoliko bolj ozadju dogajanja. Pa si poglejmo, kako izgledajo recimo priprave proge, pa potem morda tudi kako sodelujemo z RTV-jem, kakšni so radijski odzivi in pa seveda, kaj v tem deževnem vremenu delajo tekmovalci. Kolesarstvo je v zadnjem desetletju dobilo zagon, tudi pri nas. To se pravi, tekme, ki se odvijajo dirke po Evropi, so top, to se pravi, interes medijev je velik in seveda s tem pa tudi prepoznavnost krajev, kjer dirke potekajo. Trebnje je med njimi in se veselim tega, da smo zraven. Seveda, lansko leto smo imeli start kronometra, letos imamo start zadnje etape in ena velika dobrodošlica kolesarjem iz celega sveta in konec koncev naj živi ta dirka po Sloveniji, da imamo tudi Slovenci eno veliko dirko, bom rekel, v tem evropskem prostoru. Dobar dan. Pol ti imaš. Jingle podcast. Zdajle nastaja prispevek za naval na šport, potem za športno soboto, pa še ene 15 drugih, tako da kar nekaj jih je na dan na radiju. Ja, na začetku pa na koncu. Veš, kaj me samo zanima? Danes je očitno pred nami deževna etapa. Kaj je danes drugače kot takrat, kadar je lepo sončno vreme? Razlika je seveda v temperaturi, ceste so mokre, nevarne, prav tako nismo uspeli, ker po noči je bilo neurje. Najbrž bo nekje ostalo še kakšna pesek na cesti, kar je dodatna nevarnost za tekmovalce. Živijo, videla sta pri ta glavnih, a sta kaj Mitja videla mogoče? Kam je šel? Tam je. O, super, hvala. No, evo, pa sem ga le našel. Živijo. Zdravo. Ja, včeraj tisti, ki ste spremljali naš navijaški program, ste v principu videli, da smo imeli eno nagradno igro in na gori, na predmeji, na zadnjem res zahtevnem klancu, vzponu, ste pripravili neverjetno navijaško vzdušje. Nam lahko malo več poveš o tem, kako ste se pripravili, kaj vse ste naredili, kdo je to organiziral in zakaj? Ja, v bistvu pač smo skakalni klub organizirali na pobudo občine Ajdovščina in pač našo eno navijaško vzdušje. Povabili smo pač krajane, ostale klube in društva iz okolice in pripravili to pravo vzdušje. No. Ja, vzdušje je bilo res spektakularno. A si ti pripravljen, da se pridružiš moji ekipi, meni danes na navijanju na zadnji etapi? Ja, gremo, ne. Pa najbolj, da greva kar v naš center možganov v Adriin Autodom. No, poglej, tole je pa naš center dogajanja. Kot vidiš, smo vzeli kar ta velik Adriin Autodom. Poglej, tukaj gor so majice. Te majice boš danes lahko vrgel med navijače. Bo v redu? Super. Okay. Tukaj le moraš malo paziti, zato ker naši fantje medtem, ko se vozimo, tudi delajo edite. Potem imamo tele bidone, tele so od Telekoma, mislim, da ste jih tudi včeraj videli tam. Pa še punce pridejo, punce bojo pa prinesle zastavce, bojo pa takele danes, čakaj, kje pa imam kakšno. Tele, pravzaprav jih nimam zdaj, morajo punce prideti, vse veš, s puncami je vse. Nič, lepo se namesti, udobno, pa to je to. Hvala. Ja, in že smo pri našem zadnjem nagradnem vprašanju. Zanima me, katera ekipa najbolj uteleša moto življenje v gibanju in seveda nastopa na letošnjem turu po Sloveniji. Torej, katera ekipa najbolj uteleša slogan življenje v gibanju?